Beletrina v živo. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli. Novi zid založbe Beletrina je tudi nova priložnost za pogovor in veseli me, da je ob meni prevajalka Veronika Rot, prevajalka, ki se je ukvarjala z delom Miguela de Cervantesa z naslovom Zgledne novele. Veronika, za začetek, kako lahko pravzaprav razloživam, zakaj je, mislim, da po 70 letih prišlo do novega prevoda? Zakaj je pravzaprav prišlo do te potrebe po novem prevodu tega Cervantesovega dela? Po moje je mogoče prvo vprašanje to, zakaj se pojavlja potreba po branju klasikov. Klasike imamo nekako vsi v nekem kolektivnem spominu, ni pa rečeno, da smo jih tako zelo dobro prebrali, natančno prebrali ali pa sploh prebrali. Je pa pomembno, da jih beremo zaradi tega, ker je to neka kontinuiteta v literaturi, ker se fenomeni, protagonisti, zgodbe iz klasikov pojavljajo tudi v sodobni literaturi. Potem pa naletimo na problem jezika in jezikovnih preprek med preteklostjo in sedanjostjo. Zato se pojavlja potreba po novih prevodih. 70 let stara slovenščina je slovenščina, ki jo že jezikoslovci težko razumemo, ki se nam pri branju zatika, ki je govoriti sploh ne bi več mogli. In v bistvu je to, tudi se pojavlja naprimer že Don Kihota, ki je prevod iz leta 73 od Nika Koširja, je mogoče že malo zastarel. Prevod iz leta 51 je pa še toliko bolj. Je pa še druga stvar, zaradi tega, ker so tudi izdaje v originalnih jezikih, so mogoče posodobljene ali pa so tudi bolj nekako izpopolnjene, kot so bile tiste izdaje, iz katerih so prevajali prevajalci v 50 letih. Naprimer, prevajalec Anton Debeljak je prevajal iz različnih španskih izdaj, naslanjal se pa veliko tudi na prevode iz nemščine, Cervantesa v nemščini. In mogoče je tudi ta razlika, to nekaj, kar nekako izpostavi to potrebo, da se jezik posodobi in da se zgodba mogoče bolj celostno predstavi v sedanjosti. Meni je predvsem, naprimer, pred kratkim je izšla eno temeljno delo iz katalonščine, Tirant lo Blanc, ga je katalonski pisatelj tudi posodobil v sodobno katalonščino. In se mi zdi zelo zanimivo zaradi tega, ker je izpostavljal problem predvsem tega, ali se posodablja zgodbo ali se posodablja jezik. In v bistvu težimo k temu, da zgodba ohrani svojo originalno celovitost in jezik pa postane tak, da je razumljiv sodobnemu bralcu. Hvala. Mi je pa zanimivo tudi v bistvu, če se nekako lotva tega, zakaj je Cervantes taka klasika. Seveda gre za očeta romana, po drugi strani pa tudi, kar se tiče samih novel, vsaj v španskem jeziku, je bilo to nekaj novega in tudi Cervantes se je v predgovoru rad pohvalil s tem. Kako pomembno pravzaprav je to delo oziroma kako lahko rečeva, da je res v tem poznem Cervantesovem obdobju, ko je bil konec koncev najbolj plodovit s pisanjem, kako lahko rečeva, da je to delo vseeno ima neko posebno mesto? Najbolj posebno mesto bi jaz še zmeraj pripisala Don Kihotu, kot prvemu modernemu romanu. Ampak mislim, da je Cervantes predvsem v tem, da se je zelo dobro zavedal, da ustvarja fikcijo. In mislim, da je to tisto bistveno, da ne zapisuje, ni ta ali samo neka romantičnost, romance in nek idealizem ali pa samo realnost, ampak da on se je zavedal tega, da ustvarja fikcijo, da na osnovi nekaterih podatkov, dogodkov, ljudi, ki jih je spoznal, stvari, ki so se mu zgodile, ustvarja zgodbo. In je to tista neka izmišljija. In mislim, da je to tisti prestop med umetniško, dejansko umetniško besedo, ker gre za zavedanje o umetniškem ustvarjanju, kot zgolj
nekim pisanjem. Je pa res, da je marsikatero temo lik kasneje tudi uporabil. Zgledne novele so nastale pravzaprav med obema Kihotoma. Nastajale so dolgo časa, pravzaprav 20 let, mislim, da so se zbirale te zgodbe in so nekako kopirale tisti italijanski model, vsaj nam je bolj znan preko Boccaccia teh novel. Na kakšen način se vam zdi, da je tukaj uspel Cervantes v španski jezik pripeljati, poleg seveda tega, da je bil oče romana, še neko novo formo? Ja, zagotovo je bil v tem zelo prodoren in mislim pa, da se je zgledoval po italijanskih tudi zaradi tega, ker je veliko potoval, tudi njegove vojaške izkušnje in vse to in je naletel na modele tudi v drugih, mogoče v tistem času naprednejših literaturah. Ampak pri teh zglednih novelah gre za to, da so v bistvu zgodbe, je vsaka zase ni neke rdeče niti med protagonisti, protagonisti se ne ponavljajo. Vsaka zgodba resnično stoji zase. In tudi Don Quixote, na primer, mislim, da je bil v začetku celo bolj zamišljen kot neke zgodbe, vsaj pač tisti prvi 3 dogodki, odhod Don Quixota, boj, vrnitev nazaj na oslo, pa to je bilo bolj zgodbarsko zastavljeno, ampak je šele potem ugotovil, kako velik potencial ima ta protagonist v sebi, da lahko nastane v bistvu srednja figura. Zgledne novele so dejansko nastajale, mislim, da nekako od leta 1590 do 1612, išle so potem leta 1613, to je kar precej dolgo obdobje, ampak mislim, da jih je pa vseeno potem nekako finaliziral v tistih zadnjih letih, pa po izidu prvega dela Don Quixota. Je pa zanimivo, pravzaprav že samo življenje Cervantesa zahteva avtobiografijo oziroma zahteva knjigo o njegovem življenju in moramo se nekako osredotočiti, oziroma kako lahko rečemo, da je res v tem zadnjem obdobju končno dobil priložnost, da vse tiste mogoče izkušnje, ki jih je nabiral skozi življenje, zapiše. In meni se je zdelo predvsem zanimivo takrat pod pokroviteljstvom grofov. Dejansko so mogli biti ti pisatelji, ki niso bili seveda finančno avtonomni, morali so imeti nek renome oziroma morali so najti svojega mecena, ki bo seveda. In tukaj je Cervantes imel ravno na podlagi tega. Čeprav grof je bil mecen različnih, je bil kar precej mecen tako umetnosti, pa to Cervantes ravno sreče glede premoženja, pa to ni imel, bil je tudi nekaj časa je celo pobiral davke in nekaj jih je spravil v svoj žep in bil zaradi tega tudi zaprt, tako da je bil po moje kar malo tak lump. V bistvu je dobro poznal zapore, ne samo v Španiji. Tako je kar dobro, pa tudi v življenju v ujetništvu in vse tako, da je bil iznajdljiv možak, bi jaz rekla. In tudi, kar se tiče teh predgovorov, to je bila po eni strani tudi obveza v takratnem času. V tej originalni španski izdaji je v bistvu teh predgovorov celo več, kot je v prevedeni slovenski, v tem prvem prevodu. Je tudi nagovor za inkvizicijo, za cenzuro, cenzura je pač tudi inkvizicija bila, ampak da cenzor je nagovarja v bistvu v tem, da nekako prepričuje, da te novele ne bodo nikogar skvarile, temveč prikazujejo neke moralne zglede. Zato zgledne novele? Zato zgledne novele. Meni se je najprej zdelo, da so zgledne novele, češ na začetku je imel neke primitivnejše verzije teh novel in da jih je mogoče dal v prebiranje ljudem, ki so mu učitali mogoče to nemoralnost. Mislim, da zgledne novele so predvsem zaradi tega, da so v bistvu zgodbe za vzgled, za v poduk, v tak namen. Saj naslov je tak, se pa tudi tu kaže neka dvoumnost, neka ta Cervantesova igrivost in tudi to razmerje ustvarjanja fikcije. Zaradi tega, ker ravno
Včasih je prav paradoksen, kako z neko nemoralnostjo potem se izpelje v zelo veliko moralnost ali pa kreposnost in vse to. Veliko je porogljivosti, posmehovanja, norčevanja iz te neke tako zelo zgledne krepostnosti, ki pa v bistvu je samo maska za ali strast, ali telesno ljubezen, ali pogoltnost, pač nekatere tudi slabe človeške lastnosti. Zglednost je pa pač tudi nek pesek v oči cenzuri, zato da bi cenzura v bistvu to sploh spustila skozi in da bi lahko do objave prišlo. Torej je v bistvu to rdeča nit celotnega dela, ker prej smo rekla, da neke zgodbarske rdeče niti tu ni moč iskati. Je pa možno ravno v tej zglednosti oziroma v iskanju nekih moralnih naukov najbrž iskati rdečo nit vseh 12 zgodb. Moralnih naukov oziroma človeške te preživetvenega nagona, iznajdljivosti, prefriganosti, tudi nemoralnosti. Mislim, da je Cervantes predvsem mojster tega pokazati v človeku, nekako teh psiholoških likov teh ljudi in kako se med sabo stopajo odnose, kako drug drugega izigravajo, kako so razlike med revnimi in bogatimi, med neko plemenitostjo in neplemenitostjo. Te stvari se mi zdi, da zelo dobro razgalja Cervantes v svojih novelah. Pa niti niso samo ljudje glavni protagonisti, ne? Ne. Velik poudarek ali pa tudi ena izmed zgodb, novel, je ta, ki je osnovana kot dialog. To je tudi eden izmed, mislim, da zelo inovativnih pristopov pri Cervantesu, da je položil, mislim, da je zgodbo oblikoval kot dialog in povrh vsega še kot dialog med dveh psov. In tukaj ne gre iskati neke bajeslovne niti ali pa vsebine, da je zato pač, da prikazuje, ampak gre, ne vem, sta v bistvu prav dva protagonista, in ki se tudi sprašujeta o tem, kako je sploh mogoče, da lahko govorita. Sta v bistvu zelo filozofsko podkovana psa in tukaj je pa tudi velik preskok na to med zavednim in nezavednim. In to tudi izpostavlja Cervantes, zaradi tega, ker v bistvu ta dialog teh dveh psov obnavlja ta protagonist iz Poročne prevare, iz prejšnje zgodbe, ki je ta dva psa slišal kot v sanjah. Tako da je tukaj v bistvu precej nivojev, v katerih Cervantes raziskuje to zgodbo in tudi nakazuje na ta odnos med zavednim in nezavednim, med fikcijo in realnostjo, načenja pa tudi zelo filozofske teme, tudi na kakšen način, na primer, je treba pripovedovati, o tem razpravljata ta dva psa. Ali se pripoveduje na dolgo in široko, kot je bilo mogoče v tistem času tudi v navadi, da se je zelo napletalo in zelo naokoli in okolišilo pri zgodbi, ali je treba stvari povedati bolj kratko in jedrnato in jasno. Razpravljata o pokvarjenosti ljudi ali o dobroti ljudi, o tem, kako se jo da izigrati. Pač zelo, zelo veliko in moralnih tem, ampak tudi tem na nekih drugih nivojih. Vsekakor je ta pasji dialog v bistvu vse skupaj dvignil res v razne sfere, ki tedaj, vsaj v 1613. leta, še niso bile niti približno izkoriščene. Konec koncev pa tudi več stoletij kasneje še vedno pušča pečat. Vsaj meni je ostal v spominu tisti Freudovo dopisovanje, kjer si je seveda tudi sam sposodil ime enega izmed psov. Kako lahko rečejo pravzaprav, da so liki, ki so v teh zglednih novelah, dejansko se tudi pojavljajo kasneje v Don Kihotu oziroma so kakšne povezave?
Povezave, mislim, da to nisem tako zelo raziskovala, to priznam, da bi bile prav zelo očitne povezave, da bi se zgodba naprimer nadaljevala, pa to mislim, da ne toliko. Ampak so pa povezave v tem, v imenih in v likih, ki se pojavljajo zaradi tega, ker ti liki nosijo s sabo določene lastnosti. In on uporablja tudi določene like iz drugih del, tudi iz italijanskih, zaradi tega, ker so nosilci določenih lastnosti in so bili v takratni kolektivni zavesti, so bili ti liki naprimer znani. Za Camacho se je vedelo, da je bila pokvarjena čarovnica, naprimer. In zdaj mi mogoče te stvari težje razumemo zaradi tega, ker nam ti liki niso tako zelo znani. Tako da tu se potem pojavlja tudi vprašanje, kako v bistvu vse te protagoniste opisati ali pa, mislim, kako jih bo bralec danes dojel, če ne dobi nekaj dodatnega, naprimer, pojasnila, zaradi tega, ker tistim bralcem je bilo nekaj vse jasno, nam pa marsikatere stvari niso več jasne. To me malo spominja na komedijo dell'arte, kjer konec koncev je bilo tudi par protagonistov, ki so se pojavljali iz dela v delo in že z nadimkom si dal vedeti, kaj se skriva za to osebo. Tako. Mi je pa zelo podobno to recimo filmskemu raziskovanju. Ko pripravljaš celovečerni film, se pogosto režiser odloči, da bo posnel kratek film, v katerem bo eksperimentiral z likom, ki ga seveda potem razvleče na celoten, v tem primeru roman. In tukaj se mi zdi, da je Cervantes mogoče podobno eksperimentiral z določenimi liki, karakterji, osebnimi lastnostmi, ki jih je kasneje seveda v drugem delu Quixota še uporabil. Tako, to pa zagotovo, ja. Kakšen vpliv so imele zgledne novele, lahko rečemo, tudi na druge avtorje? Glede na to, da seveda v španskem kontekstu domnevam, da so bile ne samo pionirske, ampak tudi res revolucionarne. Na kakšen način lahko rečemo, da je to delo bilo v širšem kontekstu odlično sprejeto, ne samo seveda v Španiji? To tudi nisem tako zelo raziskovala. Jaz mislim, da vseeno so se glavnina pozornosti je bila posvečena Don Quixotu in da se je v bistvu izhajalo tam in se je tudi Cervantesa potem na tak način tudi interpretiralo. Tudi vsa njegova druga dela so nekako podrejena tem. Zdaj, kakšna je bila dejansko percepcija teh novel v tistem času, v tistem bralstvu je pa zelo težko reči, ker je bilo bralcev tudi zelo malo. Prevodov pa naprimer zglednih novel tudi ni toliko zelo veliko. Dobro, nekateri so, ampak ne pa tako kot Quixot, naprimer. Je pa zagotovo Cervantes za vsakega španskega pisatelja, bralca, neka ikona, v kateri se po moje vsak v določenem obdobju obrne, nekako navezuje. Dejansko literat, ki je pravzaprav nekako, težko reči, osmislil jezik, ampak mu je definitivno dal to literarno vrednost. Kako lahko rečemo, da je v vseh teh 12 novelah, ne glede na to, da ni rdeče niti med njimi, ki bi povezvala tematsko seveda vse skupaj, pa je vseeno zaslutiti nekakšen oris Španije, ki je kakršna je bila na začetku, torej 17. stoletja. Ja, 1600 do 1610, naprimer. Ja, slika, ki nam jo pokaže Cervantes o Španiji iz tistega časa, v bistvu ni ravno najlepša. Veliko je revščine, veliko je nekega potepuštva, klatenja sem in tja, iskanja možnosti za preživetje. Dogajajo se tudi precej take sporne stvari, kako se ugrabi nekoga, deklico in odrašča potem v neki družini, ampak vseeno se potem vse nekako srečno konča, spozna svojo pravo družino. Ne vem, take nenavadne stvari in situacije se dogaja. Tako da po moje je bilo življenje takrat precej razburkano, bilo je pa tudi precej negotovo oziroma prežeto tudi s tem strahom pred preživetjem in velike razlike med revnimi in bogatimi oziroma tem, kar so si lahko privoščili
višji razredi, plemiški stanovi, ali pa kako so živeli in tem, kako je živela neka ta zelo, zelo premična množica ljudi, ki so imeli sicer neke poklice, veliko med temi poklici je bilo tudi tatinskih in pač. In Cervantes kot dejansko osebnost, ki se je res gibala med ljudmi, ki je potovala, ki je dala marsikaj čez, je dobro poznala tudi ta svet. Mislim, da je poznala zelo dobro oba svetova, da je poznal tudi ta kot plemiški ali nižji plemiški, ki je tudi nek odsev višjega plemiškega razreda. Mislim, da je kar zelo bil dober poznavalec, tak pronicljiv poznavalec sveta in razmerij in predvsem teh nepravilnih, nepravih razmerij med ljudmi. A lahko rečemo, da je morebiti ravno zaradi tega precej realnega opisa imel tako pazljive predgovore, kjer je seveda pazil na to, kako se bodo cenzorji do njega obnašali, na kakšen način je. A je možno, da je ravno tu dal par papirjev, kjer je hotel povedati, ne me preostro obsojati? Mislim, da je bila to ta njegova iznajdljivost. Mogoče je računal tudi na to, da dejansko potem novel ne bodo brali ali pa njegovih del, da bo že s tem prepričal, da to je pa tako moralno zgledno in potrebno za poduk neukih ali pa tudi ukih ljudi, da je cenzor je že s tem prepričal, s to bleščečo pripovedno mojstrovino. Za nameček ne je dal še naslov zgledne novele, tako, da se ne bi slučajno kdorkoli spraševal. Moram še vprašati, kakšna je bilo pravzaprav posebnost, kakšna posebnost je bila za vas prevajati to delo, oziroma kaj so bile mogoče kakšne tisti največji izzivi, s katerimi se prevajalka sooči, ko se seveda loti takšnega klasika? To je pač zelo težko. Jaz si nisem mislila, da bo tako težko. Jaz sem pač, Cervantesa bom prevajala, ko sem mislila, to bom jaz kar zaplesala skozenj, ker to tako teče beseda, da je super. Ampak potem pa mislim, da je pač prevajanje je bilo pa veliko spotikanja ob zelo veliko besed, struktur. To je jezik, ki je čisto nekaj drugega, kot je sodobna španščina in tudi pomeni so lahko zelo dvoumni. In Cervantes je mojster te dvoumnosti. On tudi prav načrtno vzpostavlja te dvoumne pomenskosti. Naprimer, preden je meni kapnilo, da s tunolovom v bistvu misli ropanje in krajo in da je to, da ne gre za neko ribiško druščino, ampak da gre za druščino tatičev, sem potrebovala nekaj časa. Saj sem pač brala vse te opombe pa to, ampak vseeno, da ti pridejo te stvari v zavest, da jih ozavestiš in da jih potem nekako preneseš v slovenščino, ker mora biti to jasno. Če govorimo o tunolovu, ampak o drugem kot o tunolovu, ne morem govoriti, če on govori o tunolovu. Torej, kako to povedati, da so v bistvu to pač ulični tatiči? In je v bistvu kar problematično. No? In je veliko takih zagad, je precej. Sprašuješ se stalno, kako nihati, koliko je lahko jezik zapleten, koliko je lahko starinski, kje je tista meja med posodabljanjem in pretvarjanjem ali pa potvarjanjem. Tako da je v bistvu kar zapleten proces, ko se mi zdi, da mogoče nisi nikoli popolnoma zadovoljen, ampak nekako težiš pa k temu, da bi prelil to tekočnost besede. Na tak način, da se tudi današnjemu bralcu, da se bralcu ne bi zatikalo, ampak da bi mu in zgodba in jezik pač tekel.
Jaz mislim, da so sicer naredila že dovolj promocije za to, da res bralci in bralke vzamejo knjigo v roke, ampak mogoče za konec lahko še posvetiva kakšno besedo vsem tistim, ki bodo rekli, pa saj sem prebral Kihota, saj poznam Cervantesa. Zakaj so te zgledne novele vseeno nekaj, kar je nujno prebrati, če še da želiš imeti in tako Cervantesov širši kontekst in predvsem kontekst seveda tako pomembnega pisatelja in vsega, kar je nastalo za njim na podlagi ravno teh zglednih novel? Ja, zelo so raznolike in opisujejo različne segmente, različne protagoniste. Zgodbe so pestre, so polne dogajanja. Ali gre za neuslišane ljubezni, ki se lahko uresničijo, ali gre za, ne vem, pač ljudi, ki poskušajo najti svojo pot v življenju. In opisujejo nekako ta svet, ki je popolnoma drugačen od našega, ampak zaradi tega mogoče še bolj zanimiv. Tudi, ne vem, mogoče se s tem umaknemo dejansko v neko literaturo in v zgodbo, v samo zgodbo in se lahko odmaknemo pa od svoje sedanjosti. S tem umikom v te zgodbe in v te protagoniste. Super, najlepša hvala za pogovor, seveda hvala tudi za prevod. Veronika Rot, torej prevajalka nove verzije oziroma nove izdaje založbe Beletrina, gre pa za Cervantesove zgledne novele. In tisto, kar lahko rečemo, oziroma sva dobro na zaključku tudi povedala, to so zgodbe, ki vas bodo pozno spomladi in seveda potem še čez poletje zagotovo znale na pravi način zabavati in vam tudi dati, recimo temu, odmik od realnosti, kar je nekaj, kar vsi nujno potrebujemo. Hvala še enkrat Veroniki in pa uživajte v branju. Beletrina v živo.